Glede na politične spremembe na področju nekdanje Jugoslavije velja, da sta se na koprski Bonifiki mladi reprezentanci Slovenije in Srbije srečali prvič. Na dveh prejšnjih kvalifikacijskih tekmah leta 2001 v Dravogradu in Novem Sadu, obe so Slovenci izgubili z 2:1, so namreč naši tekmeci nastopali še v okviru Jugoslavije. Srbija ima izjemen potencial, saj je generacija do 20. leta svetovni prvak, pred 2 letoma je bila v kategoriji do 19. leta evropski prvak. Skupaj z Italijo je v skupini 2 favorit za neposredno uvrstitev na evropsko prvenstvo čez 2 leti na Poljskem. Slovenija je z reprezentanco do 17. leta nastopila na evropskem prvenstvu pred 3 leti. Danes so iz takratne generacije med izbranci Primoža Glihe, Luka Zahovič, Petar Stojanovič, Dino Hotić in Domen Črnigoj. 1800 gledalcev na Bonifiki je videlo odličen začetek Slovenije in najprej 2 obetavna napada prvega strelca slovenske lige Andraža Šporarja. Obakrat je dobro prišel na strela, ni bil dovolj natančen. Po prvem slovenskem kotu je v kazenskem prostoru Milinković žogo izbil z roko, portugalski sodnik Versimo ni reagiral. Prav Milinković je preigral tudi prvi obetaven gostujoči strel proti vratom, a je bil Sorčan na mestu. In spet slovenska akcija. Tokrat je Šporar vztrajal s prodorom, zaključek pa ponovno premalo natančen. Neuspešno tudi nadaljevanje obetavnega napada. Slovenci so imeli premoč, ki je niso realizirali. Podoben tudi razplet po prvi prekinitvi za Srbijo, ko je Antonov podal, Šaponič pa ni bil dovolj natančen, da bi pretental Sorčana. Kljub drugačnim pričakovanjem glede na aktualno razmerje moči slovenski mladi upi še naprej napadalnejši Šporarjem, ki je povzročil težave srbski obrambi, a tudi tokrat neuspešen zaključek. Tako kot se je prvi polčas začel, se je tudi razpletel z novo pobudo slovenskega napada, tokrat strelom Lea Štulca, ponovno nenevaren za srbskega vratarja Čupića. Vseeno pa je bil prvi polčas dobra naložba in obet nadgradnje v drugem delu. V drugem polčasu še opaznejša premoč Slovenije in hitro obetavna akcija, ki jo je začel Zajc. Na dosti težji preizkušnji pa je bil vratar Čupić, ko ga je poskusil premagati še Šporara, spet ni šlo. Tudi Črnigoj je bil premalo natančen, ko je meril z razdalje, vsekakor pa nova akcija za potrditev slovenske pobude. Ta se je vendarle udejanila v 60. minuti, ko je daljšo akcijo ob strnjeni srbski obrambi s polvolejem zaključil Šporar in po seriji neuspešnih strelov atraktivno zadev za težko pričakovanih 1:0. To je bila tudi rezultatska nadgradnja premoči in terenske pobude varovancev Primoža Glihe. Zmaga še ni bila potrjena, saj se je pričakovalo, da bodo Srbi napadli vsemi orožji. Toda edini rezultat močan strel Milinkovića in zanesljiva parada Sorčana ter protinapadi Slovenije. V 83. minuti je tudi uspel za popolno in obenem veliko zmago. Z diagonalo se je selektorju Glihi za zaupanje zahvalil rezervist Dino Hotić in tu ni bilo več nobene dileme. Slovenija je preigrala pomembne 3 točke in se prebila na drugo mesto druge kvalifikacijske skupine. Nekaj najlepšega, ko rezervist vstopi na igrišče in zabije gol. Najlepše je to, ko se to zgodi, samo treba ti priložnost ponuditi. In potem se potrudiš po najboljših močeh in zaenkrat mu to vračam, to zaupanje. Ne vem, če je kdaj Slovenija nasploh zmagala evropskega prvaka, to se pravi kategorijo 94-letnik in 95-letnik svetovne prvake. Oni so bili pred 4-5 meseci svetovni prvaki. To pomeni, da je nogomet zares čarobna zadeva, v kateri nikoli ne veš, kdo bo zmagal, ima pa vedno več možnosti tisti, ki je dovolj skoncentriran, dovolj potrpežljiv, ki ima disciplinirano igro in to je čar tega dela spektakla. Jaz sem videl, da so bili danes ranljivi, sem že rekel tako med polčasom, da bi to tekmo lahko dobili. Ne vem, mogoče so oni nas malo podcenjevali, ampak mi smo zelo dobra ekipa in mislim, da imamo dobre možnosti, da se uvrstimo naprej. Pred tekmo s Srbijo je Slovenija 2-krat igrala z Andoro in Italijo, 1-krat z Litvo. Kvalifikacije bo nadaljevala spomladi s povratno tekmo s Srbijo. Nato jo čakata obračuna z Irsko in za zaključek kvalifikacij še gostovanje v Litvi. Na evropsko prvenstvo se neposredno uvrstijo zmagovalci 9 skupin. 4 najboljše drugouvrščene reprezentance gredo v dodatne kvalifikacije. 12. mesto pripada gostiteljem Poljakom.